Naj vam povem, da je današnji protestni izhod nastal izključno samo zaradi nas. Zaradi nas, delavcev Alpine. To je v naših srcih in želimo, da se naš glas sliši daleč, daleč tukaj po Sloveniji, pa tudi daleč v Evropo in v ostali svet. Želimo, da je današnji zbor miren, na dostojanstven način moramo tole mi danes pripeljati. Tako da apeliram na vse, bodimo žirovci, bodimo polanci in dajmo nekaj narediti za našo Alpino. Alpina mora ostati v žireh. Nas dejansko to ne gane, kar delajo z nami. Dajte nam podporo. Pred vami je žirovska himna. To pomeni tudi uradni začetek današnjega protestnega shoda tukaj pred stavbo Alpine. Mi smo pa tam na žirovskem doma, prelepi dolinci na koncu sveta. Smo skriti med hribi, pa to nič ne ve, po celem na svetu poznajo ljudi. Smo skriti med hribi, pa to nič ne ve, po celem na svetu poznajo ljudi. Da nismo med drugim ne podpiramo vodstva Alpine več, ker oni hočejo odpustiti določen število 50 delavcev, s tem bi oni ukinili tudi razvoj firme, šivalnico, mi na take pogoje ne pristajamo. Živimo v času, ko je elita na oblasti in neformalne mreže živijo v paralelnem svetu od sveta, v katerem živimo mi, navadni državljani. Občasno pride do kakšnega stika ali trka interesov, po katerem nam razlagajo, da moramo varčevati, da nam morajo zapirati tovarne, delovna mesta in nas odpuščati, ker denarja in dela za nas, navadne ljudje, enostavno ni. Zdaj se gre pa res za res. 10 let smo pustili, da so nas kradli, ampak zdaj pa dost. Zdaj je pa dost tega. Svet delavcev ne zaupa v delo svetovalne družbe Admetam in se ne strinja z napovedanimi ukrepi, ker v njih ne vidi vizije prihodnosti Alpine. Glede na to, da imamo zaposleni v Alpini skozi vseh teh 7 mesecev, kar je družba Admetam prisotna v podjetju, občutek, da se svetovalci in tudi stilist, ki so ga pripeljali v Alpino za visoko ceno, posredno učijo čevljarske industrije skozi Alpino in skozi delo njenih zaposlenih.
V imenu starejših želim povedati, da smo se mi odrekali, vse skozi gradili Alpino od malega čevljarčka do uspešne firme Alpina, katera je zaslovela po vsem svetu. Alpinski čevlji so se prodajali po celi Evropi, v Rusiji, v Ameriki, kjer smo imeli tudi svoje predstavništvo. Zelo sem užaljen in razočaran nad tem, kar se dogaja, kar slišimo iz obvestil dnevnega reda. Prestrukturiranje na način, da izvoziš tanker je pocen, ni vredno nič. Treba je narediti tako prestrukturiranje, da bomo naredili še boljši, kvalitetnejši, še uspešnejši čevelj in to da lahko naredili razvojniki, ki so doma tukaj, prvski imajo znanje, izkušnje, treba jim je dati možnost, da to naredijo, treba je dobiti ljudi, ki bodo to znali po svetu tržiti, prodati in ne jamrati, da je predrago, narediti še dražjega in še dražjega prodati. To mora biti izziv za Slovenijo, samo na ta način bomo lahko uspešna, konkurenčna država v tem evropskem prostoru. Ne smejo nas poravnati z vzhodom, z Bangladešom, s Kitajsko, kajti to mi nismo in nikoli ne bomo. Tovarne niso samo stroji, tovarne so ljudje, so usode družin, ki so prepleteni s fabrikami. In tudi v vaši tovarni ni samo 355 delavcev, ki dela. To je 350 družin, otrok, ki so vezani na usodo te tovarne. Zato je potrebno storiti vse, kar lahko in moramo, da preprečimo propad te tovarne. Kajti v Sloveniji tovarne ne propadajo zaradi dela delavcev in delavk. Tovarne propadajo zaradi slabega dela menedžerjev, zaradi pogotnosti kapitala, ki vidi samo dobičke. V mnogih tovarnah sem bil, nikjer nismo odpuščali delavcev. Res smo se trudili, da bi dvignili produktivnost, res smo zniževali stroške, res smo vedno iskali programe, ki bojo bolj donosni, res smo vedno iskali kupce, ki bojo pripravljeni plačati več. To so načini, kjer se da marsikaj doseči in vedno smo to dosegli. Tako da se še naprej pripravljam boriti, kljub temu, da sem v penziji, za tem, da se ohrani čim več delovnih mest, posebno pa še v teh naših dvereh. In hvala vsem, ki ste prišli. Upam, da smo vsi skupaj pokazali tej naši državi, ki je naš lastnik, da naj nam omogoči, kot sem prej rekel, da imamo to Alpino v žireh, da lahko delamo in da lahko poskrbimo tudi za kakšnega otroka, da se bo zaposlil v tej službi, ne pa da vse prepustimo in vse izvozimo. Pred 40 leti sem zapuščal to dvorišče. Ni bilo enostavno. Takrat je bila Alpina na višku svojih moči. Imeli smo glavne zapadne trge, Kanado, Združene države Amerike, Avstralijo, Novo Zelandijo, Švico, Nemčijo, Španijo in podobno. Tu so se delali tudi prvi čevlji, prva moda z francoske industrije, ki je diktirala modo za cel svet. Če vodstvo ne ve, ne zna, nima poti naprej, potem ni pravo vodstvo. Ko sem bil sam tu direktor, pa so bili mnogi problemi, pa sem nekoč na odprtem sestanku rekel, drage ženske, dragi
možakari in fantje, ko boste videli, da nisem sposoben, povejte, pa bom šel, ko sem takrat rečil, čez grič. Tako je tudi zdaj, mislim, če ne znajo, če ne vejo, ne vem, zakaj bi rabili neke svetovalce, ker se ve, da svetovalc tisto naredi, kar mu naročiš. Konec koncev je za to plačan. Na včerajšnjem sestanku smo bili z DUTB enotni samo v eni stvari, da je Alpina dobro podjetje, zanimivo podjetje, za katerega je vredno delati. Vse ostalo na slabi banki je slabo. Zato smo zahtevali od vodstva DUTB in od vlade, da nam Alpino da nazaj in zahtevamo sposobno vodstvo. To pa pomeni, da se nemudoma prekine pogodba s svetovalnim podjetjem Admetam in z vodstvom Alpine, se pravi z direktorico. Vesel sem, da se vas je toliko zbralo in strinjam se z enim od predhodnih govornikov, če bo potrebno, bomo šli skupaj v Ljubljano. Hvala lepa in se spet vidimo. Je spontani, ponavljam, spontani protestni shod proti odpuščanju in zapiranju podjetja Alpina tukaj na tem mestu končan. Da zaključimo, Alpina je bila, je in vedno bo ostala v žireh. Hvala vsem, ki ste prišli danes tukaj podpreti delavce Alpine, ki imajo znanje. Hvala lepa, lep pozdrav.